razstavi razstavljam slike iz zadnjega obdobja, nekaj je letošnjih, nekaj je lanskih, nekaj tudi segajo malo nazaj, 2021. Na slikah se pojavlja motiv zida, zidanega z opekami, bi lahko rekli. Zdaj, ta zid je prišel nekako na moj način dela skoraj naključno, oziroma bolj pod čisto neki likovni potrebi v štartu, ker sem nekako hotel iz te neke čiste ploskve, da se neka struktura pojavi. In ne vem, ta motiv zidu mi je bil blizu, tudi mogoče pri drugih, in sem ga uporabil in potem sem začel malo razmišljati, kaj mi to nekako pomeni, in mi je bila takoj neka asociacija zidu kot nekaj, kar nas po eni strani ločuje, lahko, po drugi strani pa lahko spominja na neko obliko hiške, kar pa spet ima neko bolj pozitivno asociacijo, ker pač v hiši se počutimo varne ali nas tudi zbližuje na nek način. In potem sem začel malo naprej raziskovati in nadgrajevati ta motiv zidu, in poleg tega pa nekako me zadnje čase spet figuralika zanima in sem združil ta motiv zidu z neko stilizirano obliko, ponastavljeno obliko glave. In v določenih slikah, sploh v manjših formatih, se pojavljajo že elementi, naprimer neke človeške figure, kot so oči pa usta. Nasploh me zanima neka polje med abstrakcijo in figuraliko. Naprimer, so tudi ti elementi so v določenih slikah malo bolj abstraktni, bolj neke gmote oblike, na določenih slikah so že izrisani malo bolj neki figuralni elementi. Tako me tudi zanima, da se te oblike glave ali hišk ali zidu pojavljajo na nekih podlagah, ki niso točno definirane. Lahko bi rekli, da nekje lebdijo nekje v zraku na nekih barvnih poljih. Zdaj, ta polja so na enih slikah so bolj čista, na enih se bolj prelivajo barve, tam se lahko občutimo nek element nekega prostora, nekega horizonta celo. Me pa ne zanima, da bi jih umestil ali v neke interierje ali neke zunanje prostore. Zdaj, ja, te motivi nekako, ja, kot sem rekel, izhajajo čisto iz neke osebne zgodbe, bi se reklo. Se je pa ta nek motiv glave, hiške glave, se nekako pojavlja zdaj skoraj v vsaki sliki. In tako kot sem v tej zadnji seriji razmišljal o nekih vpetosti posameznika v različne sisteme. In se mi zdi, da je ta nek lik, ki na koncu je verjetno najbrž tudi precej neke avtobiografske, se pojavlja v nekih različnih situacijah. Zdaj, te situacije mogoče pri samem naslovu razstave ali pri samem naslovih slik je mogoče razviden, oziroma malo bolj jasen, pri sami sliki pa je vseeno dokaj zabrisano, kaj so te elementi, zakaj se gre sploh na sliki. Glede barv pa tako, mislim, da je bolj po nekih obdobjih grem, bi se lahko. Oziroma neko obdobje delam mogoče neke barve, pa se mogoče malo nekako iztrošim, pa probam kaj novega.
ampak kot zadnje leta se vedno mi dogaja, da si nekako barve potem zmešam skupaj, različne barve, tako da ni točno definiranih barv. Mogoče edina barva, ki mi ostaja že skozi, je neka takšna rožnato roza, neka kožna barva. Se potem z te zadnje serije mogoče pojavlja neka siva, ki že meji na modro, zeleno ali pa neka umazano zelena, sivo zelena, pa recimo viola. No. Viola mi zadnji čas mi je kar blizu. Se mi zdi, da sploh v kombinaciji z različnimi barvami lahko dosežem neke zanimive stvari. No. Naslov Prazno kraljestvo je, v zadnjem času se mislim, tako kot oseba, tako bi rekel, da sem nekako razmišljajoč, oziroma razmišljamo o sistemu, v katerem živimo, pa recimo konec koncev tudi o umetniškem sistemu. In ne vem, zdaj se mi zdi, da je zdaj neko obdobje, lahko obdobje tudi širše ali pa čisto moje osebno, da mogoče malo bolj razmišljam o temu in sem se odločil, da bom tudi kot umetnik mogoče malo spregovoril o temu, o stanju v družbi, o stanju in o osebnih odnosih in o umetniškem sistemu konec koncev. Tako da pač mislim, da Prazno kraljestvo, no, da kar že samo sebi verjetno marsikaj pove, no, da pač v kakšni družbi živimo, ne, da je. Nisem pa to, nočem pa nekako soditi, no, sploh tako je tako dokaj humorno zastavljeno to. In tudi sem se lotil tega, ker sem tudi jaz sam del tega. Tako da je tudi razmišljanje prvotno o moji vlogi kot osebe in od moje vlogi kot umetnika v teh različnih sistemih. Nisem točno razmišljal kot o samem nekem umetniškem sistemu, ampak pač kot umetnik se ne morem izogniti, ne, ampak vse nam je prikazano kot zelo lepo, ne, in tako pravljično vse skupaj. Sploh na družabnih omrežjih pa sploh. Če pa se malo poglobimo o zadevah ali pa se poglobimo sami vase, naprimer, malo razmišljamo, pa mogoče vidimo, da ni glih tako, da marsikje, marsikdaj so pač vsebina, je bolj prazno vse skupaj. Zdaj, glede na samih naslovov, mogoče sploh na tej razstavi imajo malo večji pomen oziroma so bolj povezane z samo sliko kot sicer, kjer nastajajo mogoče bolj naključno, ampak vseeno se nekako pašejo skupaj, padejo v nek kontekst. Lepo sem mogoče že pri samih naslovih malo razmišljal, da izražajo nekaj, kar sem hotel povedati. Ne. Mogoče na sami sliki ni tako razvidno, ne. Lahko si gledalec to nekako po svoje razlaga. Pri naslovih pa je mogoče malo bolj razvidno in tudi mislim, da se nek element neke želje, nekega hrepenenja, ne, mislim, da se kar pojavlja nekako skozi celo razstavo. Ne. Neke želje po vedno več, po vedno boljšem, vedno lepšem. Ne. Mislim, da samo nekaj hrepenimo skozi, ne, in si ne vzamemo čas za malo razmisliti, ne, zakaj se gre, ne, vse skupaj.